2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, to ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Jutra so seveda še vedno zelo mrzla, čez dan pa so že kar pomladne temperature. In pomlad prinese marsikaj, novo življenje, novo energijo in pa pomladansko čiščenje. Marsikje, predvsem v okolici, pa tudi v mestu, pa se zgodi, da kdo uporabi bližnjico, namesto da bi odpadli material odpeljal na smetišče, ga pač preprosto skuri. Kar pa je seveda prepovedano in zato sem jaz ta trenutek na terenu z inšpektorjem iz inšpektorata za okolje. Dober dan. Ja, lepo zdrav. Torej, kazni, ki so za kurjenje odpadkov, so kar visoke, ne? Ja, gledajte, kazni segajo do 4100 evrov, ampak pač vi morate vedeti, stvar je taka, v vetrovnem vremenu recimo lahko iskra hitro preskoči, pol pride do vžiga kakega gospodarskega poslopja, lahko se trava vžge. Morate pa vedeti, da ti vse to, kaj v zrak spustijo, zelo obremenjuje okolje, ne? Nenazadnje pa vsi plačujemo odvoz smeti, tako da imajo zbirne centre, pa je tako rekoč brezplačno, to da tja odpelješ, ne? In kaj, kakšna prijava, kam greva zdaj? Ja ne, zdaj gremo tako, pač ko mi na naši inšpekciji rečemo po indijansko, gremo po sledi dima, se vidite. Ja, pa res, ja. In vidim, da en gospod tam zraven tudi stoji z vilami. Dober dan! Bog daj! Kaj, kurimo malo? Ja, veš kak je, samo se ne obžge, ne? Kaj pa kurimo? To, kaj je naravno. Plus plastiko, kaj se pa tega nabere? Ne drži ti, no, nič plastiko, to naravno, kaj od hrane pa to, kaj ostane. Te pa nijate komposta tu? Imaš ti? Kak to mislite? Ja, kaj te velo k tebi pelo? Te moja stvar, ali manj kompost, ali kaj mi jaz narejo? Ja, bolje moja, ko vaša iz inšpekcije za okolje in prostor. Ne vem, če veste, ampak je prepovedano tak na vrtovih kurit. Od kdaj? Od nekdaj. Tak ti rekel, pa da ne bo preveč pametno, zdaj se čulo. Od leta 1812 pri totih domačijih kurimo. To se pravi par let potem, ko so šibice iznašli. Ker pač kurimo, počakamo, da jugozahodnik potekne, da Mađarom tja nese in kurimo. Tak vsi delamo. Ja, pa strupeni plini grejo gor, kaj če bi vsi kurili? Ja, kaj če nobene je kuro? Ja, to je prav. Ja, pa bi vsi v šumo vozili. Ja, to tudi ni dovoljeno. Pa sploh ne vem, zakaj bi vsi v šumo vozili. Ja, ti si začel. Kaj če bi vsi vozili salonitke v šumo? Greš malo v šumo, vidiš, koliko je salonitk v šumi? Naloženih, pa taki gif, ko je to? Je to pa sploh strogo prepovedano, ja? Ja, se jaz ne vozim šumo. Jaz sem jih zakopal tu, ko smenjavo. Kaj? Ja, zakopal sem zelo tako vsih, ne, ko menjavaš streho, ko je bilo, ko so prepovedane na strehi zaradi tega, ker deževnica dol gre, pa pol zastruplja okolje, smo pa zakopali, ne? Kom ste zakopali? Praktično stojimo na salonitkah. Vse so v polivinilu, no tako morajo biti. Še v polivinilu? Se ne, gre vun, ne, mislim. Pa kaj če bi vsi zakopavali? Tu, kaj zamenjavali, so tak vsi, ja. Razna Adi, on še ima vedno salonitke na bajti pa štali. Adolf, ne? Ja smo da grejo Adi, kad zmešan, te bojo kaznovali. Tako da zdaj, kaj za salonitke, večja kazen kot za kurjenje. Ja, to je še bolj strupeno. 200 metrov na desni, ja. Ja, kaj ste zdaj mislim, jaz rekel hvala Adi, kaj? Nabašite na prikolico, pa peljite zbirni center. Kaj pa tedi miš, tam božajo odpadke, se tam tudi kurijo. Ja, pa dobro, oni imajo to urejeno. Kaj urejeno, isto se kadi, pa že bliže mesto, je. Dobro, kaj bi zdaj vi radi? Ja, kaj sem jaz k tebi prišel, ti k meni. Kaj zdaj prikotam to gumo staro traktora ali počakam, da ovi gre? No, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo to ti Milan, od krivice do resnice.